Torej, večina slovenskih književnikov nima samostojnih, obsežnih knjižnih bibliografij. France Prešeren jo ima, izšla je leta 1975, uredila jo je Štefka Bulovec, vendar nima nadaljevanja za čas po izidu. Balantičeva bibliografija je torej druga tako obsežna knjižna bibliografija kakšnega slovenskega književnika. Ko sem se moral odločiti, po kakšnem principu naj bo urejena, sem se odločil za tematski princip oziroma tematsko zgradbo, zaradi tega, da bi bila bibliografija čim bolj uporabna in pregledna. To se pravi, da bi uporabnik čim prej našel tiste podatke, ki ga zanimajo. Tako so se izoblikovala 4 poglavja. Prvo poglavje je biografsko, dokumentarno in memoarno. V njem so zbrani podatki oziroma bibliografske enote o objavah, ki zadevajo pesnikovo življenje in tudi odmeve oziroma spomine sodobnikov na pesnika. Potem posebno podpoglavje pa registrira različne prireditve kot oblike kulturnega spomina oziroma utrjevanja spomina na pesnika, ki je bil pač dolgo časa deležen anateme in izbrisa. To poglavje se konča z posebnim podpoglavjem Skrivna poročila slovenske policije o pesniku, kar je najbrž za uporabnike posebej zanimivo, oziroma lahko bodo te enote izhodišče za kakšno posebno samostojno raziskavo. Drugo poglavje je posvečeno pesnikovim literarnim delom. V njem so zbrani podatki o revijalnih objavah in knjižnih objavah pesnika, in seveda tudi o hraniliščih njegove zapuščine, za katero se je dolgo zdelo, da je uničena, potem pa se je izkazalo, da se je velika večina te zapuščine vendarle rešila in je po čudnih zapletih prešla iz inštitucije, ki je tako rekoč dolžna, da bi jo hranila, ampak se je iz političnih razlogov odločila in je to zapuščino najprej deponirala na podstrešju, potem jo je pa čez nekaj let izročila drugi inštituciji, zato da bi bila ta zapuščina še bolj skrita oziroma nedostopna raziskovalcem. Tretje poglavje je posvečeno strokovnim obravnavam pesnika oziroma njegovega literarnega opusa. V to poglavje so vrščene različne literarno-zgodovinske obravnave, kritični odmevi, sintetični literarno-zgodovinski pregledi, pregledi v učbenikih in posebej seveda tudi študije, razprave, diplomske naloge, raziskovalne naloge, ki se dotikajo pesnikovega opusa. Četrto poglavje je naslovljeno umetnostne upodobitve Balantiča in njegovih del. Balantič je že od vsega začetka bil velika inspiracija za različne veje umetnosti, predvsem za likovno umetnost in glasbeno umetnost. Tako da že zelo zgodaj so začeli upodabljati njegove verze tudi likovniki. Posebno velik odmev pa je doživel med skladatelji, ki so besedila njegovih pesmi jemali kot podlago za samospeve. Balantič je zanimiv tudi kot figura za književnost, tako da najdemo njegove upodobitve tudi v literarnih delih. Posebnost teh umetnostnih upodobitev je tudi opera o Balantiču, ki je bila pred leti uprizorjena v mariborski operi. Treba je povedati, da je to druga operna upodobitev kakšnega slovenskega književnika. Prvi, ki je bil deležen takšne in tolikšne počastitve v operi, je Prešeren, Balantič je drugi.
Posebnost te bibliografije je v tem, da je po zgledu nekaterih tujih bibliografij komentirana. To se pravi, nekatere bibliografske enote imajo dodane pojasnjevalne opombe, v katerih je razkrito ozadje nekaterih objav povezanih z Balantičem. Ker je bil Balantič deležen anateme in izbrisa, so bile seveda objave in celo omembe Balantiča v prejšnjem političnem režimu subverzija. In so potem povzročale različne reakcije in tudi represivne ukrepe nad tistimi, ki so si upali Balantiča omenjati ali se kakorkoli z njim javno ukvarjati. Te pojasnjevalne opombe razkrivajo nekatera ozadja, nekatere osebje, skrito zakulisje, hkrati pa tudi napotujejo oziroma opozarjajo bralca bibliografije, da gre pogledati določene druge bibliografske enote, v katerih so tudi določene povezave med temi enotami. Torej, bibliografija je namenjena prvenstveno literarnim zgodovinarjem oziroma raziskovalcem književnosti, vendar zaradi teh poglavij in teh segmentov, ki sem jih omenil, bo dobrodošel pripomoček tudi za umetnostne zgodovinarje, ki bodo recimo raziskovali zgodovino slovenskega portreta, slovenske knjižne opreme oziroma knjižnih ilustracij. Posebej bo seveda zanimiva za muzikologe, ki bodo raziskovali zgodovino slovenskega samospeva oziroma tudi operne umetnosti zaradi te operne upodobitve, ki sem jo že omenil. Usoda vsake bibliografije je ta, da čeprav si njeni sestavljavci prizadevajo, da bi zajeli čim več obravnav oziroma omemb, se seveda zgodi, da marsikatera obravnava oziroma omemba uide. Zdaj, bibliografija o Balantiču je poskušala zajeti vse objave povezane z Balantičem v matični Sloveniji, v zamejstvu in v zdomstvu. In zdaj, seveda, če vemo, da so publikacije iz domstva oziroma iz slovenske emigracije bile dolgo časa prepovedane v Sloveniji, da jih večina knjižnic nima, NUK jih ima, ampak z velikimi vrzelmi, je potem seveda naše iskanje skušalo se povezati z različnimi viri informacij, da bi čim bolj zajeli tudi to področje. Seveda nimamo nobene garancije, da nam je to uspelo, tako da kdorkoli bo opazil, da manjka v bibliografiji kakršnakoli omemba, naj prosim sporoči biblioteki SAZU, da bomo to uvrstili v drugo dopolnjeno izdajo bibliografije. Že vnaprej se seveda zahvaljujem vsem tistim, ki boste kaj takega našli in sporočili.